iPhone 15 je odličen telefon za veliko večino uporabnikov, tako da ga lahko brez težav tudi večini priporoča. Ima dobre kamere, dobro baterijo, dober čip, tudi ta verzija je dobila USB-C konektor, za povrh pa ima zdaj na vrhu še dinamičen otok, tako da uradno ni več noča na novih iPhone modelih zaenkrat. Če smo že na sprednji strani, pa lahko povedati tudi, da ima dober zaslon, ki ga pa Apple namenoma ni naredil tako dobrega, ker bi ga lahko. In prav to se nam zdi največja pomanjkljivost tega telefona, ki je verjetno večina sploh opazila, ne bo verjetno. Kaj točno je to in komu ga ne bi priporočila? Ostanite z nama, da boste zvedeli. Ker sta veliko zadev, predvsem glede USB-C-ja, pokrila že v najinem videu o iPhone 15 Pro in Pro Maxu, ki bo seveda polinkan spodaj v opisu, se bova probala sfokusirati bolj na stvari, po katerih ta telefon izstopa od velikih bratov in čim manj ponavljati stvari iz prejšnjega videa. Največja posebnost, če temu sploh lahko rečemo, navadne 15 je v tem, da je v bistvu kot neke sorte Frankenstein monster najrazličnejših delov, ki so bili prisotni že v prejšnjih iPhonih. Dober opis. Ampak ja, dizajn je enak lanskoletnemu 14 Proju, čip je enak kot pri lanskoletnem Proju in kamere so skoraj enake kot pri lanskoletnem 14 Proju. Skoraj rečeva zato, ker so samo 2, ne 3. Verjetno vas bo zato se tle veliko ljudi vprašali naslednjo stvar. Zakaj sploh sam ne kupimo 14 Proja, če nek dobimo dober deal? Dobro vprašanje, ampak iskreno, če bi bila v vaši koži in kupovala nov telefon, bi vsem hotela imeti tacka, ki ne bo zastarel, tako da ga pač prineseš domov. To so pa v bistvu zdaj rateli vsi iPhoni, ki imajo še Lightning vhod za polnjenje. Ja, res je. Ampak tudi, če pustimo USB-C vhod pri miru, so še vsem določene lastnosti pri temu telefonu, ki mu dajo prednost proti lanskoletnim Projem in zaradi česa bi mogli tudi iPhone 15 nameniti vsaj malo pozornosti. Če gremo naprej na dizajn, ta telefon je tako neverjetno lahek, udoben, brez da bi spadal cenjen. Hkrati pa ima še hrbtišče iz satinastega stekla, ki veliko bolj prstne tise zakrije, kar bo pomembno za vas, ki ne nosite telefona v vitku. Edina stvar, zaradi katerega telefon bi izpadel bolj ceneno, je to, da deluje v otlo, ko potrkate po hrbtišču. Sam povprečen uporabnik tega spet ne bo zares opazil, sploh ker je tako udoben in prijeten telefon za handlati zaradi zavitih robov na zadnji strani. To je recimo komad bolj udoben od 14 Proja, ki je tudi približno 20% težji kot iPhone 15. Apple je letos res lepo oklestil in razporedil težo po celotni napravi oziroma telefonu, da lažje rokujete z njo in že kar malo pozabite včasih na njo. Včasih res, ja. Zdaj le ful govorijo o teži. Sam se nama zdi, da noben, ne Apple in ne ocenjevalci na YouTubeu niso izpostavili, koliko čudno lahka je ta naprava. Hkrati pa je še vsem primiska in izpade kot igračka, tako kot je bilo recimo leta nazaj pri iPhone XR-u. Videl sva telefon dubla od Telekoma Slovenije, nas presoja v tej črni barvi, ki mu paše. Je pa res, da Apple letos res ni naredil neki ful stopajočih barv, tako da črna je kar preverjena klasika. Če gremo na zaslon, in zakaj se nam zdi, da bi bil lahko boljši? Dajmo začeti prvo snova. iPhone 15 ima še zmeri lepe enakomerne obrobe na vseh 4 straneh. Obroba sicer ni toliko tanka kot pri 15 Pro in 15 Pro Max, ampak če daste na napravo nekaj temonovitek, sploh ne boste opazili tistih par milimetrov razlike. Kar boste pa opazili, da je navadna 15 letos nima več zareze za selfie objektiv in Face ID, ampak ima dinamičen otok, kot sta ga imela 14 Pro in 14 Pro Max. S tem je Apple poenotil celotno 15 linijo, ki ima zdaj v celoti dinamičen otok. To pomeni nič zareze in lahko rečeva sam hvala Bogu, ker ta telefon izgleda veliko boljš, kot je pa izgledala navadna 14. A zaradi tega naprava zdaj drastično drugačna in maybe veliko bolj funkcionalna, ker ima namesto zareze otok? Ne, niti ne. Ampak po 6 letih zareze je počas fajn, da se malo osvežili izgled. Če ne drugega, bo vsaj gledal lepe animacije po otoku in nas bo to par dni zabavalo. Ampak, kot sem že rekla v videu o 15 Pro in 15 Pro Maxu, dinamičen otok je lušna progrestavščina, s katero Apple probo zakriti dejstvo, da še zmeri ne more skriti selfie objektiva in senzorjev za Face ID pod zaslonom. Je uporaben gimmick, ampak na koncu dneva je še zmeri tukaj, da v glavnem zakrije kamere in senzorje na tak Apple način, ki je hkrati vsaj malo zabavno najde. Ker se zaslona tiče še to, da je letos bolj svetu in gre do 2000 nitov, tako da kamot lahko gledate vsebino na njem od zunaj. Je pa res, da mi ta telefon sva testirala glih v obdobju, ko je bil zunaj skozi dež, tako da verjetno ne bi imela problema z gledanjem zaslona na nobenemu telefonu, ampak če se nehava hicati, je zelo svetu ter barvno natančen zaslon in boste čisto zadovoljni z njim. Razen če niste eni izmed tistih, ki res veliko dajo na zaslon, hočejo imeti najboljše, kar se da dobiti,
ker pol ta zaslon sigurno ne bo za vas. Ne. Zakaj? Ker ima še zmeraj samo 60 Hz osveževanje, ne 120 Hz osveževanje, niti ne 90 Hz osveževanje, samo 60 Hz osveževanje. Da se ne bomo preveč spustili v debato glede tega, ali telefon nucu više osveževanja ali pa ne, ker pa lahko narediva čist poseben video. Samo tem. Dejstvo je, da velika večina povprečnih uporabnikov, ki bi jih srečali na cesti in bi dali za primer telefon z ekranom, ki ima 60 Hz osveževanje in z nekim telefonom, ki ima 90 Hz ali pa 120 Hz ekran, ta uporabnik najverjetneje sploh ne bi opazil razlike ali pa bi mogel full debult v ekran, da bi v določenih primerih opazil neko razliko. Glih to, če se še spomnim, smo se zadnjič pogovarjali na podcastu Neuroteženi, link bo spodaj, če vas bo zanimalo. V veliki večini folka namreč ni mar za stvari, ki so pomembne nam, torej nama in vam, drage gledalke in gledalci tega videa. Večina folka hoče preprosto imeti eno stvar, dobro kamero ali pa dobro baterijo, to je pa tudi to. In za tak folk 60 Hz res ne bo problem. V končni fazi tudi ne gre za dejanski problem, ampak za princip. Kupili boste napravo, ki stane 1069 evrov za osnoven model s 128 GB notranjega prostora, pa nima vsaj 90 Hz ekrana, ki ga ima pač tudi, ne vem, že nek poceni Androidni telefoni, ki stanejo tam okoli 200 evrov. Štekate, kaj hočejo povedati. Ni fora v tem, da ta telefon potrebuje višje osveževanje zaslona, da bi bil dober telefon. Ja. Fora je v tem, da bi si ga zaslužil imeti, oziroma bi si ga zaslužili imeti vi, vsi uporabniki, ki plačate to zanj. Ja, zelo lepo povedan. Tudi če in dol bi si za to, vseeno mislila, da gre za nek osnoven minimalen standard, ki bi ga ta telefon mogel imeti. Ne glede na to, da veliko uporabnikov tega ne bo niti opazil. Ker konec koncev, če se gremo logiko, itak uporabnik ne bo nič opazil, pa lahko iz telefona črtamo ogromne stvari. Dobro baterijo, gumbe. Dajmo še pri zvočnikih malo porezati, saj itak noben ne bo opazil. Glede tega pa samo še to, če si malo bolj profesionalc, pa je res opaziš, kako je ta telefon manj tekoč z 60 Hz osveževanjem, kot pa iPhone 15 Pro in 15 Pro Max. Kar je smešen, sploh zato, ker je ta telefon s svojimi animacijami in hitrim delovanjem dejansko še zmeri full tekoč. Ker nima hitrega osveževanja, je to neka stvar, ki jo bolj zahteven uporabnik tudi hitro opaz. Viva, da sva zdaj malo kurcala ta zaslon, ampak to je tudi edina večja stvar, ki jo lahko sploh kritizirava, ker je vse ostalo na tem telefonu pač super. Čeprav ima ta telefon lanskoletja na 16 bioničen čip in je letošnjega A17, se to pač nikjer ne pozna. Telefon deluje super, pač res se ne opazi lanskoletjen čip. Recimo, če gledate videe, berete novice, brskate po Instagramu, delate kakršnekoli normalne stvari, pa tudi če recimo igrate igre. Ta naprava z odliko prenese vse to in še več brez problema. Isto je pa tudi z baterijo, ki je tu super, po najnih hitrih vtisih, maybe še boljša, kot pa 15 Pro. Sploh zdaj, ki je Apple dal ven posodobitev, ki je odpravila pregrevanje, če ste bili na Instagramu. In še ena prednost, ki jo ima opična 15 pred 14 Pro, baterijo lahko zdaj napilate z USB-C kablom, ker ima navadna 15 USB-C vhod. Še enkrat bo ponovila. Super, da je končen USB-C prišel tudi na iPhone, to je ena od tistih lastnosti, ki je zelo dobra, tudi za povprečne uporabnike, ker se boste zdaj lahko kable sposojali in izposojali tudi z drugim kolegom, ki nimajo iPhone-ov, kar vam bo zelo olajšal life, če vam bo grozilo, da vam bo crkla baterija. Vas pa še enkrat spominjava, da gre za USB 2 in ne 3, kar pomeni, da bodo hitrosti prenosa podatkov še zmeraj nižje, kot pa pri telefonih. Ampak se boste itak tako uporabljali večinoma AirDrop, če ste pametni. Pa skoraj bi pozabila. Navadna 15 nima novega akcijskega gumba, kot ga imata 15 Pro in 15 Pro Max, ampak ima še zmeraj staro stikalo za vklop in izklop, kar je čisto cool za večino uporabnikov. Bo to tako dosti uporabno in intuitivno, kot pa akcijski gumb. Ta telefon na žalost še zmeraj nima funkcije AOD oziroma vedno vklopljeni zaslon. Prav tako pa je omejena funkcija Standby, ki so jo bolj podrobno opisala v videu iOS 17 beti. Zdaj, na kratko gre za funkcijo, kjer telefon daste na stojalo, ga zrotirate v vodoraven položaj in pa vam pokaže uro, koledar in ostale uporabne pripomočke, kakor niste neke vrste digitalna ura, ko ga filate. Zakaj pa je ta funkcija omejena? Ker pri 60 Hz zaslonu osveževanje pade na vsega skupaj 30 Hz najmanj, kar pomeni, da je poraba baterije v tem načinu večja, kot pa pri 15 Pro in 15 Pro Max, kjer osveževanje pade na vsega skupaj sam 1 Hz. Zaradi te omejitve se je Apple zato odločil, da nam bo baterij pri Standby šparal tako, da bo zaslon po določenem cajtu preprosto izklopil. Ja, tako da morate pospiti na telefon tapkant ali pa za 300 telefon, da se funkcija prižge nazaj, ker je pač malo glupo in nekako zgubi svojo uporabnost. Pa še kamere, gremo na kamere. Imamo še zmeraj samo 2 kamere, glavno in ultraširokokotno. Glavna kamera je tudi pri navadni 15, ki je dobila senzor, ki ima 48 megapikslov, kar je končno izboljšava od dosedanjih 12 megapikslov. Ultraširokokotno objektiv pa ostaja na 12 megapikslih.
samo megapiksli sicer tudi niso vse, kar je pomembno pri kameri, kar so podrobneje opisala v videu o delovanju kamere na telefonu. Če pa hočete videti več od novih kamer in njihovih funkcij, si lahko gledate najin video od 15 Pro in Pro Maxa, ampak v globalu so razlike v fotografijah med navadno 15, 15 Pro in Pro Maxom večinoma zanemarljive. Ja, ok. Bolj se gre za to, da je malo bolj drugačna obdelava pri sami fotki. Navadna 15 mogoče določene scenarije malo posvetli kot Pro telefona in obratno, ampak načeloma boste tukaj dobili tiste klasične iPhone-ovske fotografije, ki jih vsi dobro poznamo, dobra ostrina in kontrast, dober HDR z malo hladnejšimi barvami, ampak še vsem toplejši, kot so bile po preteklosti. In še zmeraj zraven dobite avtomatski portreten način, s katerim lahko spreminjate bokeh efekt kasneje, kar je super. Tako da glede tega ne boste prekrajšani, tudi če izberete iPhone 15. Tudi po noč so fotke solidne, ker Apple ni preveč agresiven s svojim nočnim načinom, ker sicer dela veliko podjetij zadnje cajt, grede. In valjda, selfiji so tudi dobri, dober loč v subjektu do okolice, toni barv kože so pravilni, tudi robovi, naprimer pri lasih, so zelo lepo odrezani. Isto pa je tudi z videom, kjer je Apple še zmeraj kralj. Odlična stabilizacija, brez popačene slike, ko menjavaš objektive, skratka, idealen sistem kamer za Instagramerje, TikTokerje in ustvarjalce drugih posebej. To je to, kar imamo zapovedati o navadnem iPhone 15. Ja. Pod črto je odličen dostopen model za večino populacije, sploh tiste, ki še spoznavate Apple naprave in ste mogoče v njih začeli razmišljati zaradi uvedbe USB-C porta, je pa to telefon nasproti. Po eni strani ima določene profesionalne funkcije, ki so končeni s Pro modelov precej na navadno verzijo. Po drugi strani pa nima osnove, kot je recimo 90 ali pa 120 Hz doslon, kar je res škoda. Zato ga zahtevnim bolj profi uporabnikom mogoče res ne bi priporočila in bi raje rekla, da ne grejo vsaj na 15 Pro, kjer so neki dodatni bombončki, ki sigurno lahko prav pridejo z nekim zahtevnim uporabnikom. Komu pa ga lahko priporočijo? Tistim, ki vas ne briga dosti za telefone, ki sam hoče, da na telefon dobro dela, da je hiter, se ne zatika, ima dobro baterijo in dela super fotke. To je iPhone 15 pod črto in to je pod črto tudi najin video. Vsi tisti, ki imate dodatno vprašanje, napišite spodaj v komentarje in se naročite na ostala družbena omrežja. Iskreno hvala tudi Telekomu Slovenije, da nam je posodil telefone za tale video. Res hvala. Res hvala. Mi pa se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!